Že kot otroka so me privlačile zgodbe o pojavih, ki si jih človek ne zna razložiti. Babica mi je govorila zgodbe o duhovih, o skrivnostnem trkanju po vratih, o svetlem nebu sredi noči in podobnem. Kaj v resnici vemo? Nam znanost lahko razloži skrivnosti človeka in sveta? Spomnim se knjige, ki me je navdihnila, da sem začel te čudne paranormalne pojave raziskovati pri sebi in pri ljudeh okoli mene. Jasnovidnost, psihokineza, hipnoza, telepatija. V koliki meri je naš sposoben teh fascinantnih lastnosti in koliko se lahko v tem natreniramo? Imamo res samo 5 čutov ali obstaja kaj takšnega, kar je onkraj njih? Nekaj, čemur bi lahko rekli 6. čut. Končno sem jo našel, da vidimo, če sem se v teh letih kaj naučil. Na svoj eksperiment sem povabil magistra klinične psihologije, gospoda Franceta Prosnika. Na moje povabilo se je prijazno odzval in prav zanimalo me je, kaj bi na tak fenomen porekel strokovnjak. Izvedla sva poseben znanstveni preizkus pod testnimi pogoji. Ali obstaja telepatija? Ali obstaja prenos misli? Ta parapsihološki test je v 30 letih 20. stoletja prvi začel profesor Ryan na eni od ameriških univerz. Uporabil je 5 kart z različnimi simboli, ki si jih lahko preprosto vizualiziramo. Krog, križ, 3 črte, kvadrat in zvezda. Gospoda Prosnika sem prosil, da si izbere katerikoli simbol in si ga poskuša vizualizirati v svojih mislih. Jaz izbranega simbola nisem smel videti, le poskusil sem si predstavljati, na kaj misli gospod. Jaz imam občutek, da so to 3 črte. Res pokaže? Za pravo verodostojnost je potrebno preizkus napraviti večkrat, da lahko primerjamo rezultate. Test sva ponovila. Jaz sem imel sicer občutek, da je krog, ampak to je lahko čisti ugib, ampak tokrat Ja. Mislim, da je lepo uspelo. Ne razumem, kako je to uspelo. Gre to naprej? probajva še enkrat. Ja. Gospod Prosnik je želel nadaljevati, zato sva poskusila še v 3. Jaz mislim, da ste probali zdaj z križem. Čestitam. Mislim, da je tisto treba še krat 5, da smo pri 1:125. Nisem popolnoma prepričan, ampak smo že v zelo malo verjetnem polju. Tako da naključje lahko skoraj da izključimo, torej moramo pripisati to vaše spretnosti. Pa je ne poimenujmo. Pravzaprav sem, opogumljen z rezultati testa, želel stvar preizkusiti kar na ulici, z naključnimi mimoidočimi, s komerkoli. Tudi z njimi sem test večkrat ponovil. Rezultati so bili osupljivi. Dober opazovalec tudi z intuicijo lahko zazna subliminalne dražljaje. Lahko zazna, da jaz zanikam, ne da bi se jaz tega zavedal. S tem ne poneumljamo ljudi. Želimo si, da bi nekdo bil spretnejši od nas in da bi bilo to možno. V tej želji je bistvo stvari. To je neki duhovi. Neke nadnaravne finte so tu vmes, kaj, ne vem. Brez besed.